Besneči valovi dvigajo se, mir duši utira si pot. Ko zgubljamo vse, kar na tem svetu je, moje upanje je le Gospod. Duši mi, dobro je, saj moj Bog zame dobro skrbi. Zdaj v duši je pokoj, vdihnil je jo, ni v srcu več stiski naglo. Na križ Jezus nesel je strah moj in stok, mi podaril je mir, zvezdi Bog. Duši mi, dobro je, saj moj Bog zame dobro skrbi. Duši mi, dobro je, saj moj Bog zame dobro skrbi. Pohiti ta dan, ko trobim ta glasno, oznanja tvoj slaven prihod. Nebo se odpre, primeš me za roko in s teboj bom na veke, Gospod. Duši mi, dobro je, saj moj Bog zame dobro skrbi. Duši mi, dobro je, saj moj Bog zame dobro skrbi. Duši mi, dobro je, saj moj Bog zame dobro skrbi. Emanuel, Emanuel, ime mu je Emanuel. Bog se nam je razodel, Bog s nami je Emanuel. Emanuel, ime mu je Emanuel. Bog se nam je razodel, Bog z nami je Emanuel.
Dobrodošli na drugo adventno nedeljo. Danes se bomo spraševali, kje najdemo mir. Tako pogosto vprašanje, a tako redko nanj najdemo pravi odgovor. Nekateri pravijo, da je v varnosti, ki jo zagotavlja država ali vojska. Drugi, da gre za odpuščanje in sprejemanje. Tretji, da je mir v nas, samo poiskati ga moramo. Spet drugi, da ga najdemo v naravi, odnosu, samoti, morda na ribolovu, v meditaciji. Ali se nam zdi, da je vse to že preigrano, a še vedno ne živimo v miru? Različni strokovnjaki nam ponujajo razne ideje. Trudimo se, da bi njihove nasvete upoštevali. A kaj, ko se naš mir poruši ob prvi slabi novici, ki smo jo slišali od prijatelja, preko medijev ali od svojih družinskih članov? Kako imeti mir, ki bo nad vsemi slabimi novicami, težavami, strahovi? Bi se morda morali vprašati drugače, kdo je mir? Da, to je pravo vprašanje. Mir ni stvar, ki jo lahko kupimo, sami ustvarimo, pridobimo s pravim vedenjem ali odnosom. Mir je veliko več. Prisluhnimo današnji Božji besedi in prepričana sem, da bomo spoznali, kdo je mir in kako ga lahko sprejmemo. Prejšnjo nedeljo smo govorili o upanju, ki nam ga prinaša in zagotavlja Emanuel, Bog z nami. Upam, da ste osvežili in si pridobili dovolj upanja za življenje v tem času, v katerem ga zelo, zelo potrebujemo. Danes bomo govorili o Emanuelu, ki prinaša mir. Preden bomo o tem govorili, pa se kratko vrnimo v zgodovino izraelskega naroda. Judje so bili utrujeni. Utrujeni od življenja, pod zatiranjem rimskega imperija. Utrujeni od bolečine, zlorabe in preganjanja. Suženjstvo je bilo resničnost. Nasilje je bilo povsod realnost. Človekove pravice sploh niso bile nekaj, kar bi bilo na seznamu rimskega imperija. Nobenemu od vodilnih v rimskem imperiju ni bilo mar za kaj takega. Razlika med tistimi državljani Rima, ki so imeli vsaj minimalne pravice, in tistimi, ki jih sploh niso imeli, je bila gromozanska, v popolnem neravnovesju. Ženske so živele v patriarhalni družbi, kjer so imeli moški glavno besedo. Zelo pogosto so bile zlorabljene, nespoštovane in prizadete. Ljudje so pogosto obupali, celo nad upanjem. Zato so tako močno hrepeneli po odrešeniku in si ga želeli. Prepričan sem, da jih lahko razumete. Saj živimo v času, ko nas COVID-19 neusmiljeno omejuje in jemlje na tisoče življenj. Gospodarstva se rušijo, zaradi česar so ranljivi ubogi. Ljudje nimajo dohodka in si ne morejo zagotoviti oskrbe zase in za svoje družine. Protesti in demonstracije se vrstijo po vsem svetu. Ljudje so utrujeni od krivic, neenakosti, utrujeni od trpljenja. Utrujeni so pravzaprav od življenja v svetu, kjer je status v katerikoli obliki še vedno tako pomemben. Ljudje so bili utrujeni, hrepeneli so po odrešeniku. To nam tako slikovito in tankočutno opisuje prerok Izaija. Berimo Izaija 9, 1-6. Pravi Božja beseda: ljudstvo, ki je hodilo v temi,
je zagledalo veliko luč. Nad prebivalci v deželi smrtne sence je zasvetlila luč. Zbudil si silno radost, naredil si veliko veselje. Veselijo se pred teboj, kakor se veselijo ob žetvi, kakor se radujejo, ko delijo plen. Kajti jarem njegovega bremena in palico na njegovem hrbtu, šibo njegovega priganjača, si zlomil kot na dan Midjancev. Kajti vsak vojaški škorenj, ki jih hupno koraka, in ogrinjalo, ki je prepojeno s krvjo, bo sežgano, bo hrana za ogenj. Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan, oblast je na njegovih ramah, imenuje se Čudoviti svetovalec, Močni Bog, Večni Oče, Knez miru. Oblast se bo širila in miru ne bo konca na Davidovem prestolu in v njegovem kraljestvu. Vzpostavil ga bo in utrdil s pravico in pravičnostjo, od zdaj in na veke. Gorečnost Gospoda nad vojskami bo to naredila. Prisluhni, kaj ti to sporočilo je pomembno zate, za vse nas danes. Poslušaj, kaj pravi. Knez miru. Oblast se bo širila in miru ne bo konca na Davidovem prestolu in v njegovem kraljestvu. Vzpostavil ga bo in utrdil s pravico in pravičnostjo od zdaj in na veke. Gorečnost Gospoda nad vojskami bo to naredila. Kako svet ustvarja mir? Vemo, z orožjem, z represijo, z denarjem. Knez miru pa s pravico in pravičnostjo. Knez miru ustvarja popoln in trajen mir, ki ni odvisen od okoliščin. Vsi si želimo pravice in pravičnosti, kaj ne? Ja, zdi se, da je mir nekaj, nad čemer je naš knez miru zelo navdušen in ga jemlje zelo resno. Zdaj skupaj razmislimo o naslednjih vprašanjih. Kje ti najdeš mir? Naprimer, kam običajno greš, da najdeš mir? Kaj uničuje tvoj mir? In tretje, kako imeti mir v vseh okoliščinah? Želim, da si prvo pogledamo, kaj je mir. Svetopismo v Stari zavezi uporabi hebrejsko besedo šalom, kar pomeni mir. Celo 242 krat. In v Novi zavezi uporabi grško besedo eirene, kar pomeni mir 92 krat. Skupaj torej 334 krat. Kar pomeni z eno vrstico za vsak dan. En primer miru za vsak dan v letu. Beseda mir, o kateri govori Svetopismo, pomeni veliko več kot beseda mir, ki jo mi uporabljamo v vsakodnevnem pogovoru. Šalom, mir, ne pomeni zgolj odsotnost konfliktov, vojn, razhajanj, nerazumevanj, oziroma nima njegovega ozkega pomena, hrepenenja, da bi se konflikt končal. Temveč šalom, mir, v svojem polnem pomenu, pomeni biti cvetoč, popoln, celosten, brez česarkoli manjkajočega. Ali si želiš takšen mir? Vem, da si ga želiš, jaz si ga želim. Emanuel je ta mir. Ta mir so Jezusovi učenci izkusili velikokrat z Emanuelom, z Jezusom, ko je bil na tej zemlji. Izkusili so ga, ko so bili v čolnu in je nastal velik vihar. Začeli so se potapljati in so vpili, izgubljeni smo. In Jezus je vstal in zapretil vetrovom in jezeru
in nastala je globoka tišina. Nastal je mir. To beremo v Evangeliju po Mateju 8. poglavju od 23. do 27. vrstice. Ne samo, da se učenci niso več bali, bili so popolnoma mirni, izpolnjeni z mirom, varnostjo, celovitim zadovoljstvom in zadovoljeni v vseh svojih potrebah. Izkusil ga je Jair, predstojnik shodnice, ko so mu sporočili, da je njegova hčerka umrla ob čakanju na Jezusa, ki naj bi šel z njim, da pozdravi njegovo na smrt bolno hčerko. Jezus mu je rekel: ne boj se, samo veruj in rešena bo. Popoln šalom, mir je doživel, ko je Jezus rekel hčerkici: deklica, vstani! In njen duh se je vrnil v njeno telo in je vstala. Potem Jair in cela družina so doživeli šalom, mir, ki je zadovoljil vse njihove fizične, duhovne, psihične in emocionalne potrebe. Pravzaprav, doživeli so razcvet, popolnost, celovitost. Lahko bi naštevali še veliko primerov, ki jim je Emanuel, Bog z nami, prinesel šalom, mir, ko je prinašal ozdravljenja, osvoboditev od suženjstva demonov, ko je slepim odpiral oči in še bi lahko naštevali. Šalom, mir, je, dragi moji, vodilni mir v življenju vsakega človeka. Emanuel, Bog z nami, ga daje vsem, ki si ga želijo. Pravi Sveto pismo. In Kristusov mir. Se spomnite, kaj je mir, ki ga daje Emanuel? To je pravica in pravičnost. Naj kraljuje v naših srcih, saj ste bili poklicani vanj, v enem telesu. In bodite hvaležni. Pismo Kolešanom 3:15. Bog daje šalom, mir, ki presega vsa naša pričakovanja in naše potrebe. In ne samo to, nas ohranja v razumu in zdravju. Zato pravi v pismu Filipljanom 4:6-7. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjam, zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsak bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Ustavimo se tukaj za trenutek in pomislimo na Božji mir, ki presega vsak Kdo govori o tem Božjem miru, ki presega vsak Apostol Pavel, človek, ki je preživel 14 dni in noči v strašnem viharju na morju. In še pravi: nočemo, bratje, da bi vi ne vedeli za našo stisko, ki nas je zadela v Aziji. Čez mero in čez naše moči nas je obtežila, tako da smo celo obupali nad življenjem. Da, sami v sebi smo sprejeli smrtno obsodbo, da ne bi več zaupali vase, ampak v Boga, ki obuja mrtve. On nas je rešil iz tako velike smrtne nevarnosti in še nas bo reševal. Vanj zaupamo in še nas bo rešil. Drugo pismo Korinčanom 1:8-10. In to ni vse. On nadaljuje: večkrat sem bil v hudih naporih, večkrat v ječah, neprimerno bolj pod udarci, večkrat v smrtni nevarnosti. Od Judov sem jih 5-krat dobil po eno manj kot 40. 3-krat so me bičali, 1-krat kamnali. 3-krat sem doživel brodolom in eno noč in en dan preživel na globokem morju.
Pogosto sem bil na potovanjih, v nevarnostih, na rekah, v nevarnostih pred razbojniki, v nevarnostih pred rojaki, v nevarnosti pred pogani, v nevarnostih v mestu, v nevarnostih v puščavi, v nevarnostih na morju, v nevarnostih med lažnivimi brati, v trudu in mukah, v pogostem bedenju, v lakoti in žeji, v pogostih postih, v mrazu in goloti. Božji mir varuje naše srce in naš pred sovražno invazijo skrbi in tesnob. Kakor je obvaroval apostola Pavla in ne samo tudi njegovo srce in njegovo življenje. Tesnoba ni samo posledica skrbi, temveč je žal tvoja in moja izbira. Če ne izbereva šaloma, miru, ki ga daje Emanuel, Bog z nami. Zato spodbujam te, izberi kneza miru, ki ti bo prinesel pravi in celoviti mir. Kje je mir? V svojem življenju sem se z mnogimi ljudmi pogovarjal o miru. In zelo redko mi je kdo rekel, da beseda šalom, mir, kar pomeni razcvet, popolnost in celovitost, opisuje njegovo življenje. Torej, kje je ta mir? Se spomnite, kaj so angeli peli pred 2000 leti ob rojstvu Emanuela, kneza miru? Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. To beremo v Lukinovem evangeliju 2:14. Ampak, kje je ta mir na zemlji, o katerem so peli angeli? Vsak lahko z gotovostjo pritrdi, da ga ne najde in ne vidi v politiki, da ga ni niti v zdravstvu, da ga ni niti v denarju, ni ga v aplavzu, ni ga v karieri, v uspehu. Ste v teh in podobnih reči mogoče vi našli mir? Mogoče samo za kratek čas. Kje je mir? Pravi mir, šalom, je samo v Jezusu Kristusu, knezu miru, ki je rekel, mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. To beremo v evangeliju po Janezu 14:17. In še, to sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. Na svetu, pravi Jezus, imate stisko. Toda bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Beremo v evangeliju po Janezu 16:33. In ta Jezus, ki obljublja mir, pravi in vabi tebe sedaj, da prideš k njemu po ta mir. Pravi v evangeliju po Mateju 11:28-29. Pridite k meni, vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek, mir svojim dušam. Kje je torej mir? Kje je ta razcvet, popolnost in celovitost? Samo v Jezusu Kristusu. Si ga že okusil? Si ga že dobil? Uživaš to popolnost, to celovitost, ta razcvet? Če si, blagor tebi. Mogoče pa tvoj mir še ni tako celovit in ni tako popoln. Tudi ti pridi zdaj k Jezusu s preprosto prošnjo, da ti ga sedaj podeli, ker ga daje v obilju vsakemu, ki ga prosi. Emanuel, knez miru, je omogočil vsakemu, ki veruje vanj, mir z Bogom. Upam, da to razumeš in da sprejmeš Jezusa Kristusa v veri za svojega odrešenika. In imel boš in imaš Božji mir, šalom,
ko boš dobil šalom, ta mir, poveril Jezusa Kristusa, boš izpolnil pogoj za lastništvo trajnega Božjega miru. Kakšna obljuba, kakšen dobiček. O tem miru so peli angeli ob Jezusovem rojstvu. Se spomnite, slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Ljudje, ki so Bogu po volji, so kdo? So tisti, ki v veri sprejmejo njegovega sina za odrešenika, potem, ko se pokesajo za svoje grehe in mu jih priznajo. In tretje, kako lahko živiš v miru? Brez Jezusa se ne da živeti v miru. Oprostite, lahko. Vendar ta mir je zelo kratkotrajni mir. In med kratkotrajnim mirom in mirom šalom je, dragi moji, velika razlika. Mir, ki ga daje ta svet, se poruši o prvi težavi. Mir, pa ki ga daje knez miru, Emanuel, ostane tudi v težkih okoliščinah. Z drugimi besedami, če nimaš Jezusa, je tvoj mir na majavih temeljih. In še več, si avtomatično v vojni z Bogom, če se tega zavedaš ali ne. Sveto pismo pravi v pismu Rimljanom 5:1, ker smo torej opravičeni iz vere. Živimo v miru z Bogom, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Sveto pismo pravi, tako govori Gospod, tvoj odkupitelj, sveti Izraelov. Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki te učim, kar ti koristi. Te vodim po poti, po kateri moraš hoditi. Da bi pazil na moje zapovedi. Tedaj bi bil tvoj mir kakor reka, tvoja pravičnost kakor morski valovi. To beremo v Izaiji 48, 17-18. Ali ti paziš na Sveto pismo? Ali ga jemlješ vsak dan, ali ga bereš? Ali upoštevaš vsa ta čudovita navodila, ki ti prenašajo mir? Ki teče kakor reka. Bolj, ko se bo v tvojem življenju povečevalo Jezusovo vladanje, bolj se bo povečeval tvoj mir. In da zaključim. Kaj je mir? Mir je šalom, uspeh, trajna izpolnitev, celota, harmonija, varnost in dobro počutje. In še veliko več. Kje je mir? Kje je ta mir? Edino v Jezusu Kristusu, knezu miru. Kako lahko živim v miru? Tako, da sprejmem Jezusa za svojega odrešenika. Danes, dragi moji, brati in sestre, vsi potrebujemo mir. Dragi prijatelji, tudi vi potrebujete ta mir. Zato želim sedaj moliti, da nam Bog je vir tega miru po Jezusu Kristusu, vsem da ta mir, ki ga potrebujemo v tem resnem času, težkem času. Molili bomo. Jezus, hvala ti, ker si ti knez miru. Hvala ti, ker si ti ta mir. Dragi Jezus, hvala ti, ker ga prinašaš v naša srca, v naša življenja in sedaj te prosim, milostno, podari ga vsakem bratu in sestri, vsakemu človeku v naši ljubi Sloveniji. Hvala ti, Oče nebeški, ker ga ponujaš in ga želiš podariti v vsaki družini, v vsakem domu, v tem adventnem času. O Bog, zahvaljujem ti za ta največji dar,
ki nam ga boš dal v teh dneh. Dar miru Jezusa Kristusa. Amen. Dragi prijatelj, želim ti, da v svojem življenju postaviš Jezusa na prvo mesto. Naj bo on tvoja prva in zadnja misel v vsakem dnevu. Ne dovoli, da bi ti okoliščine preusmerile pogleda. Glej vanj, ki je prišel na ta svet, da bi nam podelil mir. Naj bo ta advent čas, ko se boš spoznal s knezom miru, ki bo obnovil in utrdil tvoj mir. Želim ti obilje tega miru. Naj tak mir v tem adventu postane tvoja trajna dobrina. Sam Gospod pa naj dvigne svoje obličje na te in ti podeli mir. Šalom. 2, 3, 4. Boj na gorah prebivaj, naj se razlega vse posod. Boj na gorah prebivaj, darojen je Gospod. Ko poleg čred pastirji sedeli so čez noč, jih luče Božje slave obžarila si oč. Boj na gorah prebivaj, naj se razlega vse posod. Boj na gorah prebivaj, darojen je Gospod. Klikale so čete, nebeške pevajoč, veselje oznanile, pastirjem so rekoč. Boj na gorah prebivaj, naj se razlega vse posod. Boj na gorah prebivaj, darojen je Gospod. Sin Božji se rodil je, preprostem hlivcu tam, vaš rešenik Mesija, ki milost daje vam. Boj na gorah prebivaj, naj se razlega vse povsod. Boj na gorah prebivaj, darojen je Gospod. Boj na gorah prebivaj, naj se razlega vse povsod. Boj na gorah prebivaj, darojen je Gospod. Darojen je Gospod, darojen je Gospod. Verjamem, da smo skozi Božjo besedo spoznali kneza miru, Emanuela. V tem adventnem času nam želim, da spoznavamo bolj in bolj. Naj se on, ta mir, naseli v naša srca in naj vlada. Želim vam lep, blagoslovljen teden in dobrodošli spet naslednjo nedeljo ob isti uri.
nič bolj vredno ni, da primerjalo bi lahko se s teboj, naše upanje si. Bog z nami si. Okusil sladkost, te ljubezni sem že, ki srce osveči, moja krivda zbledi. Ko z nami si. Sveti Duh tu dobrodošel si, preplavi prostor nas napolniti, da v slavi prideš, srca čakajo, da prevzameš Bog nas prisotnostjo. Nič bolj vredno ni, da primerjalo bi lahko se s teboj, naše upanje si. Bog z nami si. Okusil sladkost, te ljubezni sem že, ki srce osveži, moja krivda zbledi. Ko z nami si. Sveti Duh tu dobrodošel si, preplavi prostor nas napolniti, da v slavi prideš, srca čakajo, da prevzameš Bog nas prisotnostjo. Zavemo naj tvoje Bog se bližine, izkusimo na slavo tvoje vse dobrote. Zavemo naj tvoje Bog se bližine, izkusimo na slavo tvoje vse dobrote. Zavemo naj tvoje Bog se bližine, izkusimo na slavo tvoje vse dobrote. Zavemo